Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gosti. Vaša ekscelenca, gospa Katja Godino Gilberte, veleposlanica Brazilije, vaša ekscelenca, gospod Pierre-François Mourier, veleposlanik Francoske republike in ostale ekscelence, spoštovani gospod Zoran Janković, župan Ljubljane. Lepo pozdravljeni v našem mestnem muzeju Ljubljana na odprtju razstave Sebastiana Salgada Geneza. Sebastian Salgado takole povzema izhodišče svojega večletnega projekta. Velikokrat sem fotografiral zgodbe, ki kažejo uničevanje našega planeta. Zatem sem imel idejo fotografirati tovarne, ki onesnažujejo okolje in pokazati vsa smetišča tega sveta. A na koncu sem ugotovil, da je edina pot, ki lahko vliva spodbudo in upanje, pokazati podobe neokrnjenih koščkov planeta in tako videti njegovo nedolžnost. K besedi vabim direktorja muzeja in galerije mesta Ljubljane, gospoda Blaža Pršina. Hvala, Urša. Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, vaše ekscelence, dragi gostje, prijatelji, sodelavci. V Ljubljani se je v zadnjem obdobju zvrstilo kar nekaj razstav velikih svetovnih mojstrov fotografije, vendar je razstava Geneza Sebastiana Salgada doslej največja predstavitev posameznega fotografa v Sloveniji. Zakaj smo se odločili prav za to razstavo, ki razpira naš pogled na naš magični planet, katerega del smo vsi skupaj? Eden izmed odločujočih dejavnikov je prav gotovo naziv zelene prestolnice Evrope, ki ga je Ljubljana pridobila za leto 2016 in z njim povezano delovanje na podlagi naše volje, pripravljenosti, da čim več storimo za ohranitev okolja in planeta, katerega del smo vsi skupaj. Ohranjanje in skrb za naše okolje je eden izmed primarnih ciljev človeštva sedanjega časa. Gre mogoče lahko celo za nekakšni modni trend, matro, ki jo slišimo na vsakem koraku, postaja globalna kategorija, brez katere si lokalni in svetovni voditelji ne upajo začeti svojih političnih nagovorov. Pa res postaja ta izgovorjena beseda o ekologiji, globalnem segrevanju iskrena, se res udejanja in neposredno izvršuje? Marsikdaj ne. Dostikrat gre samo za besedne zveze, ki poskrbijo za aktualne politične potrebe posameznih kratkoročnih ciljev in ustvarjanje podobe, kako prekleto zavzeto se borimo za naše okolje, prostor, ljudi. Preveč izgovorjenega in premalo storjenega. Ljubljana je postala Evropska zelena prestolnica 2016 zaradi merljivih, dejanskih dejstvovanj v svojem lokalnem okolju, ki jih je prepoznala Evropska komisija, in zaradi napora mestnih služb in vseh prebivalcev našega glavnega mesta, ki so jih vložili v skrb, zavzetost in vizijo razvoja zelene Ljubljane. Politika je sinergijo vseh izvedla premik, ki je oprijemljiv, viden, kako izboljšati okolje, v katerem živimo, kako skrbeti za okolje, razvoj, ki ga hočemo prepustiti našim zanamcem. Razstava, ki jo odpiramo danes, torej govori na več nivojih. Razpira razmislek, da ne gre samo za lepoto in estetsko obravnavo planeta, ki mu je Salgado posvetil celo desetletje svojega dela, temveč da udejanja kategorično pripadnost temu, da moramo nekaj storiti, če želimo ta planet prihodnjim rodovom prepustiti z odgovornostjo do sedanjih in prihodnjih ravnanj za okolje, za našo zemljo, ki je ena, edina in neponovljiva. Ko sva z Marijo Skočir snovala začetek tega projekta, je bila seveda v ospredju misel, da moramo razstavo postaviti v kontekst okolja, v katerem delujemo, in mu številnimi lokalnimi iniciativami omogočiti njegovo lokalno obarvanost, da je res pomembno dejstvovanje v okolju, v katerem živimo. Pri projektu je sodelovalo veliko število posameznikov in inštitucij, ki so pripeljali prav ta moment participacije. Velika zahvala, da je do projekta sploh prišlo, gre vodji za kulturo,
Mestne občine Ljubljana Matej Demšič, ki je prispevala neusahljivo energijo, da danes lahko občudujemo tega zadnjega velikega fotografa, kot je dejala zadnja izdaja francoske revije Reporterji brez meja. Mateja, hvala. Razstave ne bi bilo brez pomoči Mestne občine Ljubljana in njenih oddelkov, brez naših pokroviteljev, med katerimi moramo izpostaviti Zavarovalnico Maribor, podjetje Vodovod, kanalizacija in Energetiko Ljubljana. Naši številni medijski pokrovitelji bodo glas o razstavi ponesli tudi preko naših meja in prav ta vidik je v letu Evropske zelene prestolnice še kako pomemben. Hvala vsem mojim izjemnim sodelavcem v muzeju, brez te ekipe res ne bi šlo. Dragi Marija, Janja, Maja, Urša, Bojan, Matevž, Mitja in vsi ostali, res ste zanesenjaki, zaljubljeni v delo, ki ga upravljate. In kaj reči na koncu? Mislim, da Salgadov projekt Geneza prebuja v nas željo, da bi bili boljši ljudje, ozaveščeni prebivalci sveta, in ta kos razmisleka prepušča nam vsem skupaj v trajen opomin. Hvala lepa. Kustosinja Geneze, kakor vseh fotografskih projektov Sebastija Salgade, je Leila Salgado, njegova žena. Višja kustosinja Marija Skočir pa je skupaj z ostalimi strokovnimi sodelavci Muzeja in galerije mesta Ljubljane poskrbela za umestitev razstave ne le v naši dve razstavišči, pač pa tudi v širši vsebinski kontekst. Marija, prosim. Spoštovani gospod župan, dear excellences, dragi gostje, prijatelji in kolegi, good evening to all our guests from abroad. Sebastião Salgado, skoraj 40 letja svojo humanizmu zapisano fotografijo, pooseblja tisto najvišjo moč tega vizualnega medija, ki je spreminjati človekov pogled na svet. V svetovni ekonomiji in mednarodnih odnosih profesionalno podkovan, a hkrati izjemno občutljiv in kritičen posameznik z jasnim razumevanjem sodobne, kapitalistične in neoliberalne družbe, je v fotografiji našel svoj izrazni način, kako v nebo vpijoče posledice človekovega ravnanja, človekovega dvigovanja roke nad sočloveka in naravo napraviti vidne in obsodbe vredne tudi v miselnem horizontu bolj ali manj neprizadetega zahodnjaka. Umik iz poklica ekonomiste zanj ni pomenil pobega pred razumevanjem globalnih mehanizmov tega sveta. S fotografijo je v roke vzel orodje, ki posledice delovanja teh mehanizmov delajo jasno navzoče. Ne le kot fotoreporter, iščoč odločilnega momenta, temveč študijsko poglobljeno je pristopal k dolgotrajnim projektom in dokumentiral nemogoče razmere, v katerih ljudje delajo, vpeti v sistem nepravične trgovine in industrije, lakoto in sušo, ki jih povzročajo z industrializacijo zahodnega sveta povezane podnebne spremembe v že tako najrevnejših področjih, migracije celih narodov zaradi podnebnih, vojnih, ekonomskih razmer, v katerih so se neprostovoljno znašli, pa vse do zločinskih genocidov nad človeštvom, ki se lahko zgodijo celo na pragu 21. stoletja. Četudi se je Salgadov obrat k naravi zgodil iz njegove osebne potrebe po tem, da v njej sam zase poišče še zadnje preživele dokaze čudovite plemenitosti življenja, je Geneza hkrati planetarni klic k ohranitvi predelov narave in živih bitij, brez katerih bo tudi zahodni človek kaj hitro izginil. Modri planet pa utegne postati pustinja. Na prvi pogled morda drugačni so vendarle tako predhodni projekti kot tudi Geneza poziv k najmočnejšemu orožju, ozaveščenosti, ki ne dopušča neprizadetega zatiskanja oči pred tem, da smo v uničevalnih mehanizmih sodobnega načina življenja vsi soudeleženi.
Muzeju in galerija mesta Ljubljane Salgadova geneza ne doprinaša le še ene v nizu predstavitev vodilnih svetovnih fotografov, ki usmerjajo ali so v preteklosti usmerjali sodobne izrazne tokove tega medija. Odpira horizonte, ki presegajo muzejsko-galerijska obzorja in v naše poslanstvo varovanja in predstavljanja kulturne dediščine vnašajo trenutek razmisleka o tem, kaj je prava družbena odgovornost kulturne inštitucije zares vpete v svoje okolje. Zato smo skupaj z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, kolektivom Regeneracijo in Ekologi brez meja ponudili obiskovalcem vsaj drobno možnost aktivne soudeležbe v skrbi za naš lokalni, s tem pa tudi planetarni življenjski prostor. Simbolično to pripravljenost ponazarja drevo, ki ga bodo od danes naprej polnile navdihujoče misli naših obiskovalcev. Kot je že omenil direktor Blaž Peršin, ki se mu na tem mestu iskreno zahvaljujem za brezpogojno zaupanje, vsa vložena prizadevanja in pomembne vsebinske prispevke k tej razstavi, je v zadnjem letu in pol, odkar smo se začeli spogledovati z genezo, projekt pripravljala ekipa predanih posameznikov, ki dokazujejo, da je profesionalizem pri nas na ravni, ki ga ne pričakujejo niti najzahtevnejši tuji partnerji. Matevžu Paternostru za izmenjavo številnih strokovnih premislekov, Bojanu Lazareviču za dovršeno podobo samo ljubljanske geneze, komunikacijski službi in tehnični ekipi, ki sta presegli vsa moja pričakovanja glede vloženega truda in motiviranosti, se ne le zahvaljujem, ampak se s ponosom veselim izrednega rezultata skupnega dela. Da se bomo tega procesa dobro spominjali in ga lahko delili z javnostjo, je poskrbel Tone Stojko. Vodnik v knjižni obliki, ki je posebnost vsakokratnih številnih izvedb geneze po vsem svetu, ki razstavo v naš prostor in vsebinski kontekst umešča drugače kot kje drugje, je kot ostale tiskovine plod na vrhunske rezultate oglašenega dialoga s tiskarno R-tisk. Sodelovanje s Kinodvorom, ki jutri za vas pripravlja projekcijo filma Sol zemlje v parku Tivoli, ponovna, zdaj že tradicionalna vpetost naše osrednje razstave v festival Mesec fotografije Fotonični trenutki, pa prinašata sinergije, ki nadgrajujejo podobna vsebinska prizadevanja, zaradi katerih lahko svojim obiskovalcem vsi ponudimo več. Zares mnogi so, ki jim gre danes zahvala, ki so svoje delo zaključili morda še nekaj trenutkov nazaj ali ga bodo takoj po odprtju nadaljevali. Poleg iskrene zahvale naj vsem spregovorijo le še Salgadove besede. Imel sem skoraj 70 let, ko sem zaključil reportaže za genezo. Fizično sem bil povsem izčrpan. Na poteh sem preživel najostrejša podnebja, od ledenih do najbolj vročih, od najbolj sušnih do najvlažnejših in predvsem prehodil enormne razdalje. A četudi je bilo moje telo utrujeno, je bil moj duh ponovno živ in moja notranjost prerojena. Hvala. Torej bomo ljubezensko pismo planetu, enega največjih še živečih fotografov, lahko v poletnih mesecih brali tudi v Ljubljani, našem mestu, zeleni prestolnici Evrope, ki ji, v to sem prepričana, tudi naš župan gospod Zoran Janković vsak dan napiše kakšno ljubezensko pismo. Vabim vas k besedi. Dobro večer, spoštovane gospe in gospodje. Začel sem razmišljati, kje ne začnem recitirati v srcu ali v glavi, ampak najprej bi rad se zahvalil Blažu in Mariji na izjemnem nastopu in v svojih govorih poleg izjemne strokovnice pokazala tisto, kar dela Ljubljano najboljšo. Odličen direktor, ki ve, da zmaguje ekipa in to se seli po celi ekipi naprej. Tudi Marija, čestitke za pohvalo celotnemu timu. Posebej sem vesel, da je v tem prostoru toliko mladih, kajti ne gre za vprašanje vas in ohranjanja planeta
za vas, pa gre za vprašanje vaših otrok. Prej sem videl tu eno mamico, ki bo glih kar šla v porodnišnico, celo vaših vnukov. Pa si bom vzel čas, da ponovim, kako je prišlo do vsega tega, da smo lahko zdaj upravičeno ponosni na to, da je Ljubljana zvezda na evropskem svetovnem nebu. Začelo se je pred skoraj 10 leti v ožji ekipi, tu je naš profesor Janez Koželj, podžupan, pa zraven je bil Aleš Čerin, pa Jani Möderndorfer, pa Samo Lozej. Začel sem z moškimi, ker pri sodelavkah so opravili večji del dela, Tjaša Ficko, Mateja Avbelj-Valentan, pa je bila Katja Butina in pa, koga sem spustil še v ekipi, 3 dame, in začeli smo pisati Vizija Ljubljane 2025. V tej viziji smo zajeli tista področja, ki bo Ljubljana naredila zvezdo, ne vedoč za nagrado, ki je še ni bilo. Napisali smo 26 projektov do leta 2025, opredelili se, katere bomo naredili v prvem mandatu, potem smo do danes naredili 1700 projektov. To, da je Ljubljana zelena prestolnica, tudi tistim, ki ne spoštujejo tega dela, lahko rečem, nedvomno je Ljubljana šampion Evrope za letošnje leto in na to smo ponosni. In če gledam, kako se je to razvijalo, se spominjam, ko je bil Al Gore v Ljubljani in ko razlagal ravno o klimatskih spremembah. Takrat v dvorani Univerzitskega hotela smo malo gledali, pa smo si nasmihali, češ, vse imamo še čas. Čas je mineval in prišlo je lansko leto letni kino na Gradu in Salgado film. Človek gre, da se spoči po celem dnevu, da uživa na zraku, pogleda dober film in pride domov in začne razmišljati, ali zadosti to, da naredimo Ljubljano najlepše mesto pa zeleno prestolnico, ali že vprašanje, kako motivirati vse po mestih, da postanejo zelene prestolnice, oziroma da upoštevajo ta načela. Kajti, če vsa mesta na svetu to upoštevajo, potem imamo možnost, da rešimo planet, da smo solidarni do bodoče generacije, kajti 70% ljudi že živi v mestih. In potem je prišla ta konferenca v Parizu, COP21, in zanimiv preskok od tega nagora Al Gora v Ljubljani do konference v Parizu, ko so bili vsi svetovni voditelji, ni bilo več govora, ali delati proti klimatskim spremembam, vračati se naravi, ampak kako in kdaj. In govorili so župani največjih mest na svetu in vsi so razlagali, kaj bodo delali do leta 2025. Pri vsaki razlagi sem lahko samo ugotovil, da smo mi že naredili ali pa da že izvajamo. Ta ponos, da smo lahko v bistvu zdaj ponosni in se hvalimo s tem, kar smo naredili, si deli vsa ekipa. Brez najboljše ekipe ne gre. Zdaj smo se vprašali, kaj pa pravzaprav ima pa mestni muzej pri tem delu. Vidite, to, kar je on danes naredil, toliko ljudi, ki je prišlo, toliko sporočil, ki bo šlo, sodelovanje z njim, z Voko, ki je odgovorna za tisto podzemlje, ne bo kanalizacija, ne bo vodovod, da smo ponosni, da lahko pijemo čisto pitno vodo iz pipe, brez konzervansov, tudi nadaljnjih 400 let in več, če se bomo normalno obnašali, kaže, da smo dojeli, da lahko zmagujemo skupaj. Vsak opravi svoje delo za tisto, kar je specializiran, sestavljamo potem ta mozaik in živimo v najlepšem mestu na svetu. Še enkrat čestitke Mestnemu muzeju, čestitke Mariji in pa Blažu, kar so pripravili, in zdaj moram reči, da je razstava odprta, vzeti list japonskega dresnika, ki je recikliran, in potem gremo vsi pogledati razstavo, kajti tudi jaz se nestrpno čakam. Razstava je odprta in uživajte.